del opozicije seveda napoveduje interpelacijo, naprimer proti finančnemu ministru. A to pomeni, da boste se pridružili to vrstnem pobudam drugih stran? Jaz v osnovi pravim, da to ni naloga samo enega ministra. O zadevi, o kateri sem govoril, je naloga Vlade Republike Slovenije v celoti. Je naloga socialnih partnerjev, ne nazadnje, tudi sodelovanje Državnega zbora. Vsi pa vemo, da Državni zbor je v bistvu samo član Vlade Republike Slovenije. Želim si, da bi se spremenila miselnost tako imenovanih pomladnih strank z Desusom. Torej, da ne bi bil osnovni cilj le to, da se minister ali pa ministrski zbor slika v lepem novem kongresnem centru, ampak da bi se zavedali, da so pred njimi teže naloge. Kar se tiče napovedane interpelacije zoper ministra Bajuka, oziroma napovedane, domnevne. Kar se ministra Bajuka tiče, po naši oceni, ni dober finančni minister. Dejstvo je, da proračuni, osnovno javni finančni akti, na to nakazujejo. Dejstvo je, da na to nakazuje zaključni račun. In dejstvo je, da na to nakazuje odlok o prodaji državnega, finančnega in pa stvarnega premoženja. Ampak seveda, radi bi, vkolikor bo do tega prišlo, tudi mi aktivno sodelovali pri samem pisanju vsebine omenjenega akta. Ampak ne smemo si pa predstavljati in pa zatiskati oči, da če bomo pa interpelirali in razrešili ministra za finance, da se pa gospodarska situacija v naši državi spremenila. To ni naloga samo enega človeka, to je naloga celotnega kabineta, ki se tega noče zavedati. In to je problem, ker v Sloveniji puščamo, da se stvari odvijajo. Ja, stavka bo, kaj potem? Ja, podražitve bojo, kaj potem? Se bo po žepu podarilo samo tiste z nizko kupno močjo. To je napačno. Če bi... Vi kot opozicija, zdaj ne vem, katero orožje boste potem uporabljali, boste samo, bom rekel, takole sklicali pa povedali. Vi ste naše največje orožje, žal. Jaz sem tudi napovedal, da bomo v tem letu, v prihodnjih 14 dneh, napisali zakon o prevzemih in pa zakon o gospodarskih družbah, ki govori o iztisnitvi malih delničarjev. Zdaj na pamet ne vem, kjer člen je. Torej, tisti člen, ki govori o 90% kapitala, da lahko iztisne 10% kapitala. Samo v obdobju 3 mesecev po prevzemni ceni, drugače pa mora biti to dogovorna cena. No, ker sem danes in tu lahko napovem vsodo tega zakona. Čeprav bo šlo za zelo dober zakon, ki bo ščitil male delničarje, ki bo omogočal, torej, da tudi mali delničarji po 10% dobijo prevzemno ceno, vkolikor je bil prevzem opravljen v preteklosti več kot leto dni, bo to seveda obrestni depoziti oziroma obresti na depozite, ampak zakon ne bo sprejet. Logično. Žal. Zato pravim, zato sem začel, da ste vi naše največje orožje. Jaz sem eno vprašanje. Če se omejim samo na dvig cen, v katerem ste tudi govorili o dvigovanju, o zviševanju cen, pa me zanima čisto enostavno, na kratko, kaj bi moral biti prvi korak vlade pri reševanju tega problema, po vašem mnenju? Prvi korak bi moral biti, da bi se vlada s tem sprijaznila in priznala inflacijske težnje v okviru naše države. Šele ko bomo enkrat na tej stopni razumevanja, torej strani Vlade Republike Slovenije, da bo vedela, tu se pa moramo začeti boriti, bo narejen prvi korak. Po drugi strani, oziroma v nadaljevanju, bi se morala odpovedati 100% aktivnosti predsedovanja Evropski uniji in vsaj del svojih resorjev, pa naj si bo v smislu umskih kapacitet, ljudi usmeriti v boj zoper inflacijo. Ampak žal, jaz druge ne morem reči, najboljši korak smo zato zamudili. To je bil proračun Vlade oziroma Republike Slovenije. Proračun, v katerem smo tudi spregovorili nekaj stavkov, pa ni narejen v tej obliki, da bi se bil sposoben spopasti z inflacijo, z deležem izvoznikov v BDP-ju, v naši gospodarski rasti in s temi osnovnimi makroekonomskimi elementi, ki so žal dolgoročno negativni za Republiko Slovenijo. Ampak naša država ni naredila niti osnovnega koraka in se ni niti pripravljena zavedati, ne samo, da nam trka inflacija na vrata, ampak da je že noter. Še na vaša napoved, če lahko sicer nekoliko hipotetično, ampak vseeno, kakšno pričakujete, da bo stanje v Sloveniji po končanem predsedovanju Evropski uniji?
Torej, bojim se, da se bo povečalo število stavkovnih zahtevkov. Bojim se, da bomo priča novim podražitvam. In bojim se, da bo vse to šlo mimo nas. Da bo to šlo v tej obliki, da se ne bomo pripravljeni, poslušati zahtevkov ljudi in da bo do volitve en izmed tistih elementov, ki bodo sicer preoblikovali vlado, ampak generalno gledano to ni rešitev. Mi živimo danes in to. Še en komentar glede na včerajšnjo oblikovanje, že tako imenovane predhodne vlade strani SD-ja, kako pri vas to gledate? Boste pa res tudi kaj takega oblikovali že, ali boste oblikovali opozicijo ali kako? Jaz mislim, da bi bilo najbolj, ampak seveda to je iluzija, da bi bilo najboljše, vkolikor bi zakonsko prepovedali, da politične stranke volilno kampanjo ne smejo opravljati. Po moje ceni gre za tipično volilno kampanjo, v tem primeru Pahorjeve stranke. Zdi se mi dokaj neresno, to njihovo početje, ampak seveda imajo pravico do tega neresnega početja. Še eno vprašanje na včerajšnji dan. Kako ste preživeli dan človekovih pravic? Delovno. Kaj to pomeni? V službi sem bil. Tudi kaj v zvezi s človekovimi pravicami počeli? Jaz verjamem, da je delo moja pravica, zato sem to pravico izkoristil.